Naj, gospod predsednik. Tri stvari me istočasno sprašujejo. Ja, prva morda glasovanje včeraj na odboru Angelika Mlinar ni prestala glasovanja, torej odbora sta ocenila, da ni primerna za ministrico. Vaš komentar in pa kako vidite tu potezo zlasti Desusa koalicijskega? Predsednik vlade je poslal obvestilo ravno pred nekaj minutami, ki omogoča, da bo gospa kandidatka, tudi kandidatka še naprej in da bo se o njej glasovalo v večernih urah v četrtek. To je prva informacija za vas. Kot drugo, poslanka in poslanec Socialnih demokratov njeno predstavitev ocenjujeta kot ustrezno. Informirala pa sta me, da je bilo dosti vprašanj in vsa vprašanja niso bila povezana z kohezijsko politiko. Kot tretje, zaskrbelo me, kakšen signal je včerajšnji odbor dal našim zamejcem, ki se borijo za slovenski jezik, slovensko kulturo in tudi svojo narodno bit, ko je osporaval osebo, ki je koroška Slovenka. Mi moramo pokazati odprtost in ta odprtost pomeni, da tudi koroškim Slovencem, našim Slovencem, ki živijo v Furlaniji Julijski krajini ali pa v Argentini, če hočete, moramo dati možnost, da opravljajo tudi najtežja dela v Sloveniji. In že zaradi tega bi si sam želel, da bo gospa kandidatka jutri dobila čim širšo podporo. Zato, ker je to pomemben signal Slovenkam in Slovencem, ki živijo izven naših meja. Ampak kako razumete ravnanje Desusa? Gre za koalicijsko stranko, ki ministrice ni podprla. Imamo še sploh koalicijo? Koalicijo imamo, pomembno bo glasovanje jutri. Želim pa si, da vse koalicijske stranke na koalicijsko pogodbo gledajo podobno kot jaz in Socialni demokrati. In to je, da koalicijska pogodba ni samo papir, ampak je zaveza do drugih in tudi do državljank in državljanov. Ja, kaj pa če vendarle jutri Angelika Mlinar ne dobi zadostne podpore? Zdaj, kaj bo, če bo, o tem sedaj ne bi govoril. Jaz moram izhajati iz tega, da gospa je kompetentna. Naša poslanka in naš poslanec jo ocenjujeta kot dobro kandidatko. Izhajam iz tega, da je kvalificiran predlog se strani stranke, ki jo je predlagala, in izhajam iz tega, da je v državni zbor predlagal predsednik slovenske vlade. Ker jo je predlagal, jo ocenjuje, da je primerna kandidatka in da je primerna ministrica. Samo področje kohezije pa ne sme v tem trenutku biti področje, kjer se nabirajo politične točke zato, ker moramo narediti mnogo korakov, da bomo bolj uspešni. Ampak bolj uspešni ne bomo tako, da bomo kar naprej politizirali to pomembno področje. Zdaj je čas, da se dela, da se trdo dela, da ljudje dobijo možnost, da delajo in da je potem damo mogoče 2-3 meseca miru, da naredijo tisto, kar je potrebno narediti in da se potem pokažejo s svojimi rezultati. Ali naj predsednik slovenske vlade odstopi, če Mlinarjeva jutri pade? Ne, počakajmo, kaj bo jutri, vendar predlog, ki smo ga dobili, je kvalificiran predlog. Naša poslanka in naš poslanec ocenjujeta kot dobro kandidatko, je kandidatka stranke, ki mora dati kandidatko in v državni zbor jo je predlagal predsednik vlade. In moramo imeti tudi zaupanje do predsednika vlade. Kdo po vašem mnenju mora iskati podporo? Zdaj gospa Bratušek pravi, da mora iskati podporo predsednik Šarec, LMŠ pravijo, da vsaka stranka, ki predlaga kandidata, išče podporo sama. Kakšno je vaše mnenje? V resnici podpora je bila iskana tisti trenutek, ko smo verjetno za 100% zavedanjem, kaj podpisujemo, predsednica in predsedniki podpisali koalicijsko pogodbo. Ne moremo imeti vsak mesec, vsako leto vprašanje, ali koalicijska pogodba velja. Koalicijska pogodba velja. Vsak, ki jo je podpisal, je odgovoren. Dal je svoj podpis, dal je svoje ime, zastavil je tudi ugled svoje stranke. In jaz dejansko od vseh pričakujem, predvsem seveda od sebe, od svoje stranke, potem pa imam pravico tudi do drugih strank, postaviti podobno zahtevo, da se koalicijska pogodba realizira tudi na tem področju. Hvala vam.